Gospod Stevanovič, ste danes morda že dobili kakšno vabilo na sestanek? Na PR mail je prišlo vabilo strani dr. Goloba na sestanek v petek, se mi zdi, 27.3. v Kristalni palači. Predvidevam, da se ga bomo udeležili, mi se pač smo rekli, da se bomo pogovarjali z vsemi, ampak to pravzaprav še nič ne pomeni. Ampak iz tega vabila recimo izhaja, boste vi tam edini udeleženci ali je povabljenih več? Imam občutek, da je povabljenih več strank, glede na vsebino maila. Povejte mi, kaj boste vi zdaj povedali na tem sestanku gospodu Robertu Golobu? Ker sinoči ste vi recimo dejali, da si želite biti v naslednji vladajoči koaliciji po razglasitvi volitev, danes pa ste ponovili, da ne želite biti del vlade, ki jo vodi Robert Golob. Mu boste to povedali tudi v petek ali boste še čakali? No, tega nisem danes samo izjavil, to sem pač izjavil tudi večkrat v skladu z, bi rekel, načeli naše stranke že pred volitvami in jaz sem danes samo ponovil to, kar sem že takrat rekel in to je bil tudi eno temeljo, zakaj so nas ljudje pravzaprav sploh volili. Ne, mislil sem, da je morda prišlo do preobrata, ne glede na to vašo sinočno izjavo, da si res želite, da si absolutno želite biti v naslednji vladajoči koaliciji, pa sem samo mislil, da ste spremenili stališče. Preden smo začeli te izjave podajati, niso bili še prešteti vsi glasovi. Mi smo neprestano trdili, da verjamemo tudi v možnost nekega tretjega bloka. Pred volitvami smo pa stalno zagotavljali ljudem, da se ne vidimo v vladi Janeza Janše in da se ne vidimo v vladi Roberta Goloba. In mi smo pač tista stranka, ki sledi svojim načelom. Zdaj, te funkcije, kakršnekoli nas ne zanimajo, vemo, da bi nam zdaj ponudilo v tem momentu marsikaj. Mi želimo drugače sodelovati z vsako stranko, ki bo sprejela naša osnovna pogajalska izhodišča, kar se programa tiče. In ko jaz rečem, da je to antikorupcija, ko rečem, da je to suverenizem, ko rečem, da je to ugodno davčno okolje in pa spodbujanje neposredne demokracije, jaz dvomim, da katerakoli trenutno vladna stranka lahko take pogoje sploh sprejme. In dejansko pa vidimo tudi možnost delovanja v konstruktivni opoziciji. Jaz mislim, da bi s tem dokazali dve stvari. Predvsem, prva je ta, da nikoli ne zlorabimo svojih načel oziroma ne povozimo svojih zagotovil. Druga je pa ta, da pravzaprav lahko dokažemo Sloveniji, kaj vse se da narediti tudi skozi konstruktivno opozicijo, ko podpreš dobre predloge vlade, po drugi strani pa res dosežeš, da so zavrnjeni vsi škodljivi ukrepi. Ampak kljub temu vprašanje, bi pa morda razmislili, če bi prišla ta pogajanja tako daleč, da bi recimo se Robert Golob odpovedal mandatarstvu, ker sinoči je dejal, da so mu volivci, da o tem trenutno ne razmišlja, ker se mu zdi, da so mu volivci, in to je res, dali izrazili to zaupanje, ga izvolili, ampak potem je nadaljeval stavek, da pa nič ni zacementirano. Kaj pa, če bi vodil vlado, recimo bil mandatar kdo drug iz Gibanja Svobode? Bi se v tem primeru morda pogovarjali? Zdaj tudi odvisen, katere bojo druge stranke v tej koaliciji. Mi ne moramo biti v koaliciji z nekom, ki želi, naprimer, visoke davke. To je treba razumeti. In jaz tudi, ko sem včeraj govoril o tem, jaz nisem želel pogojevati, da mi želimo ministrstvo za notranje zadeve, da želimo ministrstvo za finance, da želimo ministrstvo za zunanje zadeve, ampak sem rekel, da bi naša programska izhodišča najlažje izpolnili skozi te resorje. Ampak naši pogoji so jasni. Morajo upoštevati osnovna načela našega programa. Ampak ta osnovna načela vašega programa mi ne bi v resnici laže sprejel SDS, če bi prišlo, ne vem, recimo do tega drugega kroga. Boste tukaj dosledni tudi, če bo Janez Janša bil v poziciji, da sestavlja vlado, boste ostali pri tem, kar ste dejali, v vlado, ki bi jo vodil on, ne gremo? Pa absolutno. Jaz sam sebi nikdar ne bi oprostil, če bi prvi mesec po volitvah že takoj pokazal, da sem se karkoli zlagal. Ampak ali pa bi bili pripravljeni morda razmisliti o sodelovanju v vladi z SDS-om, če bi se recimo Janez Janša odpovedal mandatarstvu, pa bi bil kandidat za mandatarja kdo drug, recimo iz SDS ali tretja oseba? Smatram, da je to retorično vprašanje, ker oba veva, da je to nemogoče. Mislite? Zakaj tako mislite? Zaradi tega, ker... Zakaj mislite, da se, samo da še bolj specificirava, Robert Golob niti Janez Janša ne bosta odpovedala temu, da sta lahko, oziroma mandatarstvo? Zaradi tega, ker dejansko mislim, da so to stranke, ki so nastale okrog kulta osebnosti. In če ta kult osebnosti na nek način izgine, se te stranke izginejo pravzaprav in tega si nihče od njih ne upa privoščiti.
Pa menite, da gospodu Golobu ob tem vašem stališču lahko uspe sestaviti širšo vlado? Ne? Zdaj pravi, da bi šel pač v širino, ne? Da bo poskušal sestaviti vlado, ki ne bi imela samo 46 glasov. Ne? In če bi to poskušal, ne? Potem, če vi pravite, da recimo z nekom, ki se zauzema za visoke davke, ne? Levica je tukaj, ne morete sodelovati, bi ob tem nujno poleg demokratov, ne vem, potreboval tudi vas, da ne govorim celo o NSI-ju, kjer pa so danes, ne, pravijo, ne, telefon za Roberta Goloba je nedosegljiv. Ne. Se to tudi ta blok, ki bi se mogoče lahko vzpostavil, ne, bi rekel, zdrave ekonomske logike, ustvarjanja ugodnega davčnega okolja, ker verjamem, da ta trojček okrog Nove Slovenije, pa recimo eventualno Logarjevi demokrati, pa recimo mi, da bi skupaj lahko mogoče v neki taki koaliciji, če gre za reševanje države v neki politični krizi, ker se res dogajajo nenormalne razmere po svetu in si ne smemo niti dovoliti politične krize, ne? Ampak en tak zdrav trojček bi bil mogoče smiseln v taki koaliciji in jaz mislim, da bi mi, se pravi te tri stranke, skupaj pod okriljem ene take koalicije mogoče to lahko dosegle, da se ta naš program pravzaprav uresniči. Ampak je premalo glasov. Moral bi biti zraven še Gibanje Svoboda ali SDS, ampak v tem primeru, če vas jaz prav razumem, brez trenutnih predsednikov strank. Bi bilo priporočljivo. Aha, priporočljivo ne pomeni, da ne boste pojasnili, kaj to pomeni priporočljivo. Mi smo rekli, da se pač v vladi Janeza Janše in Roberta Goloba ne vidimo. Zdaj, v vsakem primeru ne želimo biti v taki koaliciji, kakor je bila zdaj ta. Da se pojavljajo take korupcijske afere, da se vrši tak pritisk na medije, da se tako ropa ljudi z visokimi davki. Ukolikor bi obstajala neka možnost, da se to vse popolnoma spremeni in da mi pomagamo na nek način Sloveniji in da je rešimo neke politične krize, potem verjetno ja. Ampak ob vseh teh predpostavkah, za katere imava midva oba toliko političnih izkušenj, da veva, da so pravzaprav za njih nesprejemljivi. Predsednik SDS-a Janez Janša meni, da sedanji rezultat volitev kaže, da ste male stranke dobile preveliko moč in da bi bilo v resnici najbolje, da se gre še enkrat preštejemo, da se gre še enkrat na volitve. Kaj pravite na to? Mislim, da bomo še enkrat šteli, da jih bomo mi imeli še več. V bistvu verjamem, da so volitve zares regularne. Zahvaljujem se popolnoma vsakmu volivcu, ki se je udeležil volitev, predvsem tistim, ki so podprli resnico in s tem prihod nove politike. Nekoliko me žalosti dejstvo in tega res nisem pričakoval, da bojo ljudje še vedno toliko verjeli teli matrici dveh blokov lažnega levo-desnega režima in nažalost je ravno ta rezultat zdaj postavil nas vse v neko tako nelagodno situacijo. Škoda, da nismo dobili več in oblikovali tretji blok, tako kot sem ga jaz predlagal. Ampak če vas prav razumem čisto za konec, ob vseh teh predpostavkah, ki sva jih omenila tam nekje na sredini pogovora, je pa še vse odprto. Mi se bomo pogovarjali, zahtevali bomo upoštevanje naših programskih izhodišč, tako kot sem rekel, v vladi Janeza Janše pa v vladi Roberta Goloba se ne vidimo, želimo pa rešiti Slovenijo pred kakršnokoli krizo in nastaviti svoj hrbet, da jo obvarujemo. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala lepa vam.